Pozdravljeni na dnevu odprtih vrat na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Mi smo predstavniki katedre za lesene konstrukcije in v bistvu merimo, koliko se bojo naši nosilci leseni opognili. V bistvu je to neka simulacija mostov, ko imamo v bistvu dve podpore. Nosilc gori, ki ga utežimo. V bistvu tle merimo, da smo naši nosilci zelo utežili, ker prije do več zelo pogiba. Kot naredimo primerjavo, če imamo debelejše nosilce, tanjše nosilce, v bistvu kaj se dogaja v zadju, kaj je v bistvu skrit pomen, kaj vse rabimo preračunati, da lahko naše konstrukcije in pa naše mostove stojijo, kot stojijo še danes. Dijaki na tej delavnici spoznavajo obnašanje zemljin, čisto osnovne zadeve, ki potem jih gradbeniki v gradbeništvu uporabljamo pri projektiranju, da se spoznajo trdnost zemljine, koliko lahko zemljina prenese, preden se podre, in potem kako se to obnaša pri temeljenju objekta. Torej, v tej delavnici, ki smo pripravili na katedri za konstrukcijo in potresno inženirstvo, pokažemo nekaj fenomenov, ki so neugodni med potresom. In eden takšnih fenomenov je tako imenovana mehka etaža, kjer je ena izmed etaž precej bolj šibka kot ostale etaže. In potem potres to najde in se nekako sredotoči na to etažo in poškodbe se nekako tam skoncentrirajo. Tako da s tako preprosto potresno mizo, ki jo uporabljamo tudi za prikazovanje študentom, potem lahko nekako pokažemo, kaj mehka etaža je, kako se konstrukcija odzove, in potem pokažemo tudi neke slike iz prakse, kaj se je, naprimer, do česa je pripeljala mehka etaža. Pred vami je model premeščanja sedimentov. Z njim v bistvu ponazorimo dogajanje v tokih, rekah, vodournikih. Skratka, opazujemo, kako se sedimenti, to so različni delci, različnih velikosti in oblik, premeščajo. Zdaj, ta tematika v bistvu v sklopu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo najbolj spada na področje vodarstva in okoljskega inženirstva, ki je eno izmed treh področij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. S tem modelom lahko opazujemo različne procese, ki se odvijajo v odvisnosti od naklona samega vodotoka, od hitrosti vodnega toka, od količine vode iz trub.